Dober dan, Andrej Hren tukaj, Slovenske gospodarske zveze. Danes imamo zelo posebnega gosta, direktorja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Danijela Lampergerja. Gospod Lamperger je po izobrazbi diplomiran ekonomist in je od leta 2014 dalje direktor zbornice. Že predtem pa je bil vodja oddelka Svetovalni center in je strokovnjak s področja financiranja in poslovanja podjetij v tujini. Dober dan, gospod Lamperger. Dober dan in najlepše hvala za to priložnost, da lahko z vami spregovorim. Začetkom maja so v Sloveniji in tudi v Avstriji začeli odpravljati omejitev osebnega gibanja in upamo, da bojo to razširili tudi na našo skupno mejo. Ukrepi, ki so bili v teh mesecih potrebni, so pa seveda velik izziv za številna podjetja in zaradi tega je Slovenija medtem sprejela že tretji paket podpornih ukrepov za podjetništvo. Kaj je novega v tem tretjem paketu, ki so ga sprejeli prejšnji teden? Ključna novost v tem paketu, ki je bil sprejet, je to, da ima v bistvu neke vrste nadaljevanje od prvih dveh ukrepov. In nadaljevanje je na tak način, da nekatera ozka grla iz prvih dveh ukrepov odpravlja, v bistvu z administrativnega vidika, kot ključen ukrep za gospodarstvo pa seveda predstavlja subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa. Kaj to pomeni? Pomeni, da delodajalci imajo omogočeno, da skrajšajo polni delovni čas, ki je v Sloveniji običajno 40 ur tedensko in dobijo subvencijo za ta skrajšani polni delovni čas. Subvencija je mogoče potrebno poudariti, da je fiksna, kar pomeni, da delodajalec ima možnost, v primeru, če za 10% delavcev ne more zagotoviti vsaj 90% dela, lahko se odloči in delavce da na skrajšan delovni čas, ne sme ga skrajšati za več kot 20 ur tedensko, kar pomeni, da delavci morajo biti vsaj 20 ur tedensko prisotni na delu. Zdaj, kako razporedi čas, je seveda od delodajalca na razpolago, kako bo razporedil teh 20 ur v tednu, ampak potem pa dobi fiksno subvencijo. In ta fiksna subvencija je takšna, da če delavec dela 20 ur, za preostalih 20 ur on dobi 80% svoje plače. Vendar pa država za tisti preostanek, v primeru, da gre za 20 ur, da fiksnih 450 evrov. In teh 450 evrov pravzaprav pomeni bruto teh 50%, od teh 80%, ki jih delavec mora dobiti, ampak je vezanih na minimalno plačo. Kar pomeni, da če nek delavec z večjo plačo, kot je minimalna, gre na 20-urni delovnik, vendar le še delodajalec mora nekaj za njega doplačati. Razumem, ja. Ampak v bistvu, če vas prav razumem, ni razlike, če delavec dela 10% manj ali pa ali pa 50% manj. V bistvu, glede subvencije je ista. Ne, subvencija je fiksna in gre 450 evrov, če se delovni čas skrajša za 20 ur ali pa do 25 ur, potem pa gre po tej lestvici tako, da je 340 v primeru, če je od 25 ur do 30 ur dela, 230 evrov, če dela od 30 do 34 ur in v bistvu samo 112 evrov, če dela od 35 ur. Tako da v bistvu so te postavke fiksne, kar je neka specifika. Je neka specifika. Zdaj, predtem je bil tudi ukrep delavca na čakanju. Kaj je zdaj tu merodajna razlika od prejšnjega ukrepa oziroma tistega ukrepa na ta skrajšan delovni čas? Ja, seveda zdaj prejšnji ukrep, za katerega se pravzaprav v Sloveniji vse delodajalske organizacije borimo, da bi ga še podaljšali, mi govorimo nekje za 3 mesece, je ukrep čakanja na delo doma, kjer v Sloveniji delavec, ki ga delodajalec pošlje na čakanje na delo doma, prejme 80% svoje plače. In v Sloveniji je bilo tako, da je država pokrila celotnih 80% te plače, ko je delavec bil na čakanju na delo doma. In to je bilo za delodajalce seveda zelo v redu, zato ker nekateri, veste, so z odlokom bili zaprti in niti niso smeli delati, nekateri so imeli bistveno manj dela v tem času in so pravzaprav ti delavci, ki so bili na čakanju na delo doma, teh 80%, ki so jih dobili, je v celoti, vključno s prispevki, pokrila država. Hkrati je dovolila tudi neko majhno fleksibilnost
da so delavci lahko prišli na zahtevo delodajalca na delo tudi do 7 dni v mesecu, ko je pač bilo delo takšno, da so vendarle morali neke stvari upraviti. In ta zadeva je bila seveda izredno za delodajalce ustrezna, dobro sprejeta. Mislim, da čez 300.000 ljudi je bilo na začasnem čakanju na delo doma v Sloveniji. In je seveda naša želja, da ker nekatere branže enostavno v tem trenutku nimajo zadost posla, niti da bi lahko vzpostavili 20-urni delavnik na teden, za njih bi takšen ukrep bil mogoč. In tretji paket, ki ga zdaj vlada sprejema, tudi omogoča podaljšanje tega ukrepa za 1 mesec in samo za branžo turizma in cestnih prevozov potnikov. Pa mogoče še neke podporne dejavnosti za turizem, kot so postavljalci šotorov, prireditvenih odrov in tako dalje, medtem ko za ostale branže pa tega ukrepa ne podaljšuje. Okay. To stanje epidemije v Sloveniji, ko se je odpravilo zdaj kakšen dober teden nazaj, ima to kakšen vpliv na vse to ali v bistvu to nima nič? Ja, zdaj, teden dni nazaj je tako, da je Slovenija preklicala epidemijo, vendar ne teden dni nazaj, ampak preklicala jo je vnaprej, se pravi, epidemija bo odpravljena z 1. junijem, oziroma z koncem maja. In zdaj pozitivna stvar tega seveda je, da smo bili prvi v Evropi, ki smo to naredili. Trenutna epidemiološka slika v Sloveniji je zelo ugodna, mislim, da že kar nekaj dni ni nekih novih primerov ali pa je to kak posamičen primer, kar pomeni, da se nekako življenje počasi postopoma vrača nazaj v normalne tire. Je pa seveda opazno, da ni turistov, da tudi domačini ne zahajajo več v lokale tako pogosto in tako dalje, tako da je upad izredno velik. Predvsem je pa tukaj slovenski izvoz, ker je avtomobilska industrija zelo močna, glede na to, da je v svetu bil tako imenovani lockdown za več kot 2 meseca, skorda, je jasno, da z zamikom prihaja tudi bistveno znižanje naročil in tukaj bi tem recimo to čakanje na delo doma podaljšano za nekaj mesecev seveda prišlo zelo prav. Je pa to seveda ukrep, ki izredno veliko stane, in je tudi ni tako enostavno, da si ga lahko država privošči v nedogled. Zdaj moram tako mimo grede vprašati, koliko pa se pričakuje, da bo to stalo? Zdaj, ukrep sofinanciranja skrajšanega polnega delovnega časa, ta v tretjem korona paketu, je v bistvu narejen tako, da ga pač v primeru, če ga bodo delodajalci lahko koristili, se pravi, če bodo imeli, če ne bodo imeli zadosti dela in bodo prišli v te parametre, da lahko to uporabijo, pravzaprav ni omejitve, da bi rekli, zdaj pa, ko bomo počrpali 100 milijonov ali pa 200 milijonov, se bo ukrep odpravil. Ukrep je sprejet do konca leta, se pravi do 31.12. in v tem času pač vsi upamo, da bo to čim manj. Zdaj predvidenih je na začetku so neka evropska sredstva, potem bo verjetno država s proračuna to dala, ocenjuje se, da bo pa kakšne pol milijarde vse skupaj stalo državo. Okay. Po vašem mnenju, trenutni ukrepi, ki so sedaj veljavni v Sloveniji, je to zadostno ali je treba še kaj narediti, je treba še kaj nadgraditi? Kakšno je to mnenje Obrtne zbornice? Ja, jasno je, da smo mi mnenja, da bi se dalo še več. In številni podjetniki in branže, ki so izredno prizadeti, seveda imajo občutek, da država ni dovolj dala, ampak kakorkoli obračamo, mislimo, da se država je odzvala relativno hitro, tudi glede na to, da številni podjetniki koristijo ukrepe, mislimo, da ukrepi so pravi. Zdaj, dejstvo pa je, da tudi mi si absolutno prizadevamo, da bi ta 2 ukrepa, se pravi subvencioniranje, skrajšanje polnega delovnega časa in čakanje na delo doma, vse 3 mesece tekla vzporedno in bi bila omogočena za vse branže, zato da bi resnično s polnimi pljuči lahko vsi zadihali, vse te branže. Tako da tukaj pa tisto, kar mogoče smatramo, da bi lahko bilo malo več storjenega, so likvidnostna sredstva. V Sloveniji je relativno pozno prišlo do tega poroštvenega mehanizma, čeprav so se vsi zelo hitro trudili, vendar kasneje se je ugotovilo, da ne glede na to, da je zakon sprejet pod državno poroštvo, banke ne dajejo likvidnostnih kreditov podjetjem, in so bili tu v ozadju neki administrativni zapleti, tako da smatramo, da se bo tudi zdaj to odpravilo in
koliko dobivamo feedback iz strani podjetij, je shema bistveno bolj zaživela. Ne. Je to seveda pa je pozno. Ne. Ker treba razumeti, da vse te ukrepe, ki jih podjetja črpajo, ne, bodi si skrajšanje delovnega časa, bodi si čakanje na delo doma, je potrebno, da delodajalec najprej svoje obveznosti izpolni, ne, in potem dobi refundirane te stvari in zato so pa pač potrebna likvidnostna sredstva. Gospod Lamperla, hvala lepa za vaš čas, hvala lepa za vaše odgovore. Želim vam veliko uspeha v Ljubljani in hvala lepa. Tudi jaz, najlepše hvala vam in dobrodošli v Ljubljani, Sloveniji. Odlično.